O moj preljubi, dragi dom, za te srce gori, gori. Kako te zvesto ljubil bom, vse svoje žive dni, vse najboljše Slovenije. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, v imenu Kulturno-prosvetnega društva Šmarca in društva Peter Naglic iz Šmarce vas prav lepo pozdravljam. V uvodni del današnjega večera sta nas lepo melodijo O moj preljubi, dragi dom popeljali sestri Juvan. Manca obira strune, Nika pa igra na prečno flavto. Tokrat se nam bodo z različnimi inštrumenti predstavila sama dekleta. Prav kmalu bomo spoznali še dve glasbeno nadarjeni sestrici, kasneje pa se bo Niki in Manci pridružila tudi sestra Petra. Veseli nas, da ste danes med nami tudi številni ustvarjalci knjige Pod Homškim hribom. Prav posebej bi pozdravila odgovornega urednika, profesorja dr. Janeza Marolta, predsednico in oba predsednika krajevnih skupnosti Homec Nožice, Preserje in Šmarca ter ravnateljico osnovne šole Preserje pri Radomljah, gospo Ano Nušo Keren. Župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, je danes zadržan in se je za svojo odsotnost opravičil. V knjigi Homec je nekdanji homški župnik Anton Mrkun že leta 1925 opisoval življenjske navade in posebne dogodke naših prednikov. S tem nam je odprl pogled na krajevno zgodovino, ki pa se z novimi rodovi in z malce drugačnim načinom življenja nadaljuje. Zato je tudi ponatis knjige Homec leta 1995 člane kulturnega društva Jože Gostič nagovoril z idejo o knjigi, ki bi nadaljevala življenjske zgodbe, delo in navade naših prednikov v krajih pod Homškim hribom. Pot do obsežnega zbornika, ki ga imamo danes pred seboj, pa je bila dolga. Prve pomembne korake na območju ohranjanja zapisov najdemo že v knjigi ljubiteljskega zgodovinarja Staneta Stražarja o bregovih Bistrice in v krajevni monografiji Naš kraj v času, ki je minil, Preserje pri Radomljah, avtorja Marijana Slevca, ki je izšla leta 2010. Kulturno društvo Jože Gostič Homec je v sodelovanju z društvom Peter Naglic Šmarca izdalo dva kataloga. Izdana sta bila ob razstavah v letih 2017 in 2018. Sedaj pa besedo predajam odgovornemu uredniku zbornika, profesorju dr. Janezu Maroltu. Spoštovani, ko sem pred časom, ko je urejal zbirko frančiškanske knjižnice v Kamniku, Jaro Dolar, nekdanji direktor Nuka. Se veste, v Ljubljani imamo Nukico, v Mariboru pa Mukico. No in ta gospod Jaro Dolar
je napisal knjigo Spomin človeštva. In to je dejansko eno od temeljnih del za bibliotekarje. In moram reči, da je ta zgodba, ki je z njim, z njegovim znanjem, nastajala tudi v frančiškanski knjižnici z nekim redosledom razporeditve. Se veste, da imajo kar nekaj inkunabul. Tisti, ki ste že bili kdaj v tej frančiškanski knjižnici, si je vredno ogleda. No in Jaro Dolar, ob njem mi je prišla naslednja misel. Za spoznanje zadostuje en sam, za ljubezen je premalo. Za rojstvo ne zadostuje en sam, tudi dva sta premalo. Če ne ljubimo preveč, ljubimo premalo. Da smo lahko naredili zbornik pod Homškim hribom, je bilo treba veliko ljubezni, veliko energije in veliko dobre volje. Še povem za mimogrede, delali smo vsi gratis. Brez honorarja, brez vsega tega drugega, zlasti ob koncu bom dodal še nekaj imen, ki so res vredna, da se jih posebej spomnimo. Projekt pod Homškim hribom je nastal, to ste že slišali osnovno zgodbo začetka, in je plod kulturnega društva Jože Gostič Homec pa društva Peter Naglič iz Šmarce. Moram reči, da oba dva predsednika, tako Borut Jenko kot tudi Matjaž Šporar, sta ogromno časa vložila in potem pri teh sestankih, ki smo jih imeli, malo nas je presenetila korona, tako da je ta reč nastajala nekoliko z zamikom. Morali smo nekoliko ustaviti, ampak vendar vsi avtorji, ki so sodelovali, so dobre volje, pa tudi, jaz moram reči, izbrano, ciljano, bili izbrani, da naj tudi napišejo. Med njimi je kar nekaj teh ljudi, ki Homec, Nožice, Preselje, pa enako velja tudi za Šmarco, Duplico. Saj veste, da je tukaj reka, na vzhodni strani meja Kamniška Bistrica. Kamniška Bistrica je temeljna povezovalna zelena os dveh občin in tudi obe dve občini, tako Kamniška kot tudi Domžalska, sta prispevali nekaj financ po tej plati za nastanek in nastajanje te knjige. Je pa zagotovo brez poenotenja vseh. Veste, najbolj pomembno in važno je, da je enotno, ker mi v slovenskem prostoru imamo tako. Zgodovinarji imajo eno, umetnostni zgodovinarji drugo, arheologi tretje, slavisti četrto in tako naprej. Način citiranja. No in zato je tudi lektorica Ivanka Učakar naredila poenotenje za vse, pa še tako ni v celoti uspelo. Meni je tudi malo bolezen ponagajala, tako da sem zadnje korekture delal iz bolnice. Veste, to je zanimiva zgodba, ampak vendar treba jo je omeniti, da boste vedeli, kako v porodnih bolečinah se stvari rojevajo. No in knjiga sama po sebi je 536 strani, težka je 4,60 kg, ni da bi jo vzeli v posteljo in brali. Na mitju boste morali
prebirati in boste odkrivali, da je toliko teh zanimivih tekstov, noter tudi sodelovali so naši strokovnjaki Visoka, to prvi del knjige je visoka strokovnost, ta drugi del je pa potem tudi o društvih, kulturno društvo, športno društvo, pa Karitas, pa številni pa tudi vse druge dejavnosti, ki so povezane z verskim življenjem, socialnim življenjem, pa vsem drugim, kar je s tem tudi povezano. In ta prebiranja različnih člankov, tako da je naraslo na 536 strani, je to eno od temeljnih koordinatorjev, oziroma moraš biti previden, da nekako poenoteno vse za enaka merila naj veljajo. No in to je tisto, čemu rečemo, da brez, ki je glavna os Kamniška Bistrica. Brez te vodne sile, mlini, žage, kovačije, so ob Kamniški Bistrici od izvira do izliva v Savo 181 objektov je bilo. Mlinov, žag, pa vsega drugega, no sej, pa potem tudi še v Šmarci, kot veste, je bila elektrarna. Bonačeva je še zmeraj, recimo in tako naprej, no to je del tistega, kar ob tem sem se spomnil, da brez hrane res lahko živimo nekaj tednov, brez vode nekaj dni, brez zraka nekaj minut, brez pameti pa leta in leta in ljudje sploh opazijo, ne. Je namen te knjige, da tudi tisti, ki boste prebirali, jaz sem bil presenečen, odmeri prihajajo iz Kanade, iz Argentine, iz Avstralije in iz Združenih držav Amerike in iz Evrope tudi, tako da sem bil včeraj presenečen, kako so nekateri povedali, komu vse so že poslali. No in to je del tistega, kar je treba omeniti, da to je pravzaprav delo ene generacije za mnoge generacije kasneje. Če bodo pa hoteli kaj več, bodo pač morali sami se malo pobrskati. Viri so pa na razpolago. No in to osnovno vodilo, ki je bilo v knjigi, scientia est potentia. Znanje je moč. Ne v znanju je moč. Znanje samo po sebi je moč. In kdor nekaj ve in ve, da nekaj ve, tisti ima hkrati svet v oblasti. To je zgodba, ki je informacija danes temeljna za vse ljudi. No in to, če se nekako sklenem, veliko zaslugo za to imata obe dve društvi, pa tudi krajani, pa tudi ljudje, ki so do te cene, kakršna je, smo le pripeljali, kar moramo sebi omeniti, Toni Ilič, ki je bil glavni urednik za fotografijo. Sami boste videli, jaz sam sem rekel, Toni, ti imaš pa res dobro oko in srce. In to je pa res, da je Toni odlično nekatere stvari posortiral, enako tudi za preverjanje podatkov. Moram reči, da je tudi Jan Bernot, član uredniškega odbora, oziroma vsi smo se nekako poenotili, da veste, to je misel enega, pa modrost mnogih. In je brez dvoma ta knjiga, ne bo tudi vam, pa vsem drugim v korist in v spodbudo, da bi še kdo drug tudi kasneje nadaljeval in nadgradil tisto, kar smo se mi trudili. Hvala lepa.
Najlepša hvala, gospod Marolt, za vaše delo in za tale vaš nagovor. V prvem delu zbornika, preden nadaljujemo, bomo prisluhnili nežnim zvokom violine in klavirja. Sestri Marjetka in Rozalija Rakar se nam bosta predstavili s Händlovo skladbo Bure. Predvsem z zgodovinskega vidika. Od arheoloških najdb v porečju Kamniške Bistrice, krajevnih imen pod Homškim hribom in njegovi bližnji okolici ter njihov izvor in razlaga, podrobno je v tem delu predstavljena tudi geološka zgradba Homškega hriba. Sledi poglavje, v katerem sta podrobljeno predstavljeni obe cerkvi. Župnijska cerkev rojstva Preblažene Device Marije na Homcu s kapelo povišanja Svetega križa in cerkev Svetega Mavricija v Šmarci. Navdušile vas bodo čudovite fotografije cerkva, postavljenih sredi prelepe narave in njihova notranjost. Vse od koželjevih fresk, Lajerjevega križevega pota, poslikav Toneta Kralja in zanimivih načrtov pozidave. V goro drže poti trje je naslov poglavja v nadaljevanju knjige. V njem avtorica preko pesemskega izročila opisuje verski in kulturni utrip ter šege in navade krajev. Besedilo spremljajo pesmi, napisane s preprostimi, a slovenskimi besedami, obogatene tudi z notnim zapisom. Mlinščica, gibalo razvoja krajev pod Homškim hribom, je naslov nadaljevanja knjige. Ob fotografijah Petra Nagliča, ki besedam vdihujejo življenje, ne bomo ostali ravnodušni. Na fotografijah je eno samo življenje, kulturni utrip, delo, počitek, druženje, lepo prikazuje tudi takratno nošo. Bralci se bomo z veseljem ustavili ob opisu upravnega razvoja krajev v 19. in 20. stoletju, saj le ta opremljen s fotografijami starih žigov, listin, zemljevidov in z izseki katastrskih elaboratov. Vključeno je tudi ogromno arhivskih načrtov, reprodukcijskih arhivskih dokumentov, tlorisov, grafov, risb, skic in umetniških podob. Sonce šlo je za goro, mrak je padel na zemljo, pesem črička sliši se, k večernem počitku vabi me. Preden se ne bo predstavil nov sogovornik,
prisluhnimo dobro znani melodiji Lojzeta Slaka, ki nam jo bo zaigrala Petra na harmoniki. Pred mikrofon vabim člana uredniškega odbora knjige in predsednika kulturnega društva Jože Gostič Homec, gospoda Boruta Jenka. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu kulturnega društva Jože Gostič Homec. Prva ideja za knjigo sega v leto 1995, ko smo v kulturnem društvu izdali faksimile knjige Homec Antona Markuna. Vsebinsko izredno bogata in zanimiva knjiga, ki jo je leta 1925 napisal in izdal takratni homški župnik Anton Markun, nas je nagovorila k razmišljanju o njenem nadaljevanju oziroma nadgradnji. K tej odločitvi nas je dodatno spodbudil tudi nekdanji, žal že pokojni homški župnik Lojze Hostnik, ki je bil izredno navdušen nad izdajo zbornika. Tako smo se na uvodnem sestanku uredniškega odbora 30. junija 2016 dogovorili, da bo knjiga izšla v letu 2019 ob 600-letnici legende o prikazanju Marije na Homcu. Žal se je zaradi nenehnega dopolnjevanja in nadgrajevanja vsebine zbornika ter odkrivanja novih, zanimivih zgodovinskih dejstev in podatkov omenjeni datum premaknil na poznejši čas. V nadaljevanju je svoje dodala tudi situacija s koronavirusom. Že v samem začetku smo se dogovorili, da bo ta zbornik plod sodelovanja dveh sosednjih društev iz dveh sosednjih krajev, ki sta bila v preteklosti močno povezana. Kljub temu, da nas ne po volji prebivalcev ločuje občinska meja, smo si želeli in upam, da tudi uspeli odstraniti vsakršno razmejevanje. Kot pripravo na izid zbornika smo že konec leta 2017 pripravili razstavo in obsežen spremljajoči katalog po duhu in razvedrilu, ki podrobneje prikazuje življenje krajev pod Homškim hribom do konca Prve svetovne vojne. Leto kasneje je sledila še druga razstava in katalog Dobro vzgojena mladina, srečna domovina, ki zaobjema obdobje med obema vojnama. V bližnji prihodnosti načrtujemo še tretjo razstavo, ki bo zajemala obdobje od Druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije. Ob tej priložnosti bi se zahvalil celotnemu uredniškemu odboru, ki se je v 5 letih srečevanj sestal kar 30-krat. Iskrena hvala za vse proste trenutke, za nemalo truda in časa, ki ste ga žrtvovali za ta velik dosežek. Hvala profesor dr. Janezu Maroltu, ki je kot glavni urednik sestavljal, povezoval
in združeval nešteto različnih niti. Hvala Matjažu Šporarju, ki je z veseljem sprejel povabilo k sodelovanju in zborniku dodal neprecenljiv delež. Hvala Janu Brnotu za neutrudljivo raziskovanje naše preteklosti in domačih korenin. Hvala Toniju Igliču za enkraten estetski občutek in za čudovito podobo knjige. Hvala Andreji Šuštar, ki je poskrbela, da je vsebina sestankov zapisana v zgodovinski arhiv. Hvala Janezu Gerčarju, šmarskemu župniku in kamniškemu dekanu, ter Gašparju Mavku, homškemu župniku, za vse ideje ter za moralno in duhovno podporo. Hvala domačim za potrpežljivost in razumevanje. Naj zaključim z mislijo iz spremne besede. Zbornik ni le naš dolg preteklim generacijam, ampak predstavlja popotnico vsem, ki ga bodo prebirali ali samo pregledovali obsežno fotografsko dokumentacijo, s katero sta zaznamovana čas in prostor obvodnega sveta Kamniške Bistrice ter njenih mlinščic v zavetju Homškega hriba. Hvala. V opisu šolstva v naših krajih sta omenjeni osnovna šola Homec in osnovna šola Preserje pri Radomljah, v kateri smo mnogi gulili iz šolske klopi in nam je prirasla k srcu. Dodana je tudi nekaj zanimivih fotografij starejših in današnjih časov. V poglavju o utripu v župnijah Homec in Šmarca so predstavljeni duhovniki, ki so delovali v obeh župnijah, ter delovanje Janeza Evangelista Kreka. Življenje fotografa in kronista Petra Nagliča in njegovo bogato zapuščino nam v zborniku predstavil vnuk Matjaž Šporar, ki je tudi član uredniškega odbora knjige in predsednik društva Peter Naglič. Gospoda Matjaža lepo vabim pred mikrofon. Cenjeno občinstvo, ljubitelice in ljubitelji zgodovine, Šmarčanke in Šmarčani in tudi ostali. Dovolite mi, da vas vse skupaj lepo pozdravim v imenu društva Peter Naglič. Zbornik z naslovom Pod Homškim hribom, ki je tu pred vami, celovito povzema delo, ustvarjalno in družabno življenje naših prednikov, ki so živeli v senci Homškega hriba in v zeleni osi reke Kamniška Bistrica. Da smo se s takim žarom posvetili tej naši bližnji preteklosti, ki je bogata in zanimiva, je bila tudi želja, da pokažemo spoštovanje do zapuščine naših prednikov in s tem nagovorimo mlajše rodove. Vsaka zgodovina naroda je kot mavrični mozaik, sestavljena iz drobcev najrazličnejših usod posameznih ljudi. In ena od nadvse zanimivih in bogatih usod posameznikov, ki so pravzaprav močno zaznamovali tudi ta naš zbornik, je življenjska zgodba in dediščina fotografa, ščetarskega mojstra in podjetnika iz Šmarce Petra Nagliča. Njegov začetek ustvarjanja sega v leto 1899, ko je bila posneta njegova prva fotografija, glavnina ustvarjanja pa sega v obdobje prve polovice 20. stoletja. Nagličov osnovni poklic je bil sicer ščetarski mojster, s tem pa je bil ujet v družinsko tradicijo ščetarske obrti. Zdi se, kot da ga je to dejstvo oddaljilo od njegove velike ljubezni, fotografije, ali na videz. Treba je namreč priznati, da mu je bila s tem zagotovljena zelo solidna eksistenca, kar mu je omogočalo, da si v tedanjem času lahko privoščil ta razmeroma drag konjiček. Predvsem pa mu je ta neodvisnost omogočila, da je lahko fotografiral dejansko za svojo dušo in dokumentiral dogodke tudi iz povsem vsakdanjega življenja. Spremljal in beležil je lokalno zgodovino in preko 250 posnetkov je vključenih v ta zbornik, katerih večina je predstavljena prvič. Poudarim pa naj še nekaj njegovih fotografsko-dokumentarnih vrhuncev, ki so ga zaznamovali kot izrednega kronista tistega časa. Na prvem mestu bi omenil, da je z veliko vestnostjo spremljal gradnjo Plečnikovih mojstrovin v Ljubljani in tudi širše. Ta del njegovega opusa je dragocen predvsem zato, ker posnetki prikazujejo Plečnikove objekte med nastajanjem
in nam odstirajo marsikateri gradbeni detajli. Naslednja pomembna zgodba je fotografski presek vojaškega utripa v karantenski postaji na Ljubljanskem gradu v obdobju Prve svetovne vojne. Gradivo je dodatno obogateno z njegovimi dnevniškimi zapisi, ki so se ohranili in opisujejo tegobe, ko svetu vlada vojna, ne pa mir. Njegovo duhovno osebnost pa prepoznamo v tretjem sklopu fotografij, ki jih je beležil na romanjih. Romarska školjka ga ni spremljala samo po domovini, pač pa ga je ponesla tudi do svete dežele leta 1910 in Naglič je kot edini s svojim aparatom zabeležil neprecenljiv fotografski zapis o romanju. Pot, ki ga je vodila skozi življenje, je bila osvetljena tudi z ljubeznijo do slovenskih planin, predvsem tu naših bližnjih kamniških. Izbor Nagličevih planinskih motivov se globoko preplete z dušo slovenskega človeka, ki se že od nekdaj rad spogledoval z gorami, z vzponi tudi preko zahtevnejših sten, pa si je postavljal izzive in preizkušal svoje sposobnosti. Današnji pogled na to njegovo zapuščino pa nam da misliti, kot da je Preroško vedel, da bo to njegovo delo daleč v prihodnosti znova zaživelo in njegovim zanamcem služilo pri pogledu v življenje ljudi tedanjega časa in spremljanju njihovih delovnih navad, kulturnih aktivnosti, duhovnih spoznanj in še kaj. Od odkritja Nagličeve fotografske dediščine je preteklo že skoraj 25 let in v tem času je bilo celotno gradivo s pomočjo zgodovinarjev in etnografov Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani že strokovno ovrednoteno in opravljena digitalizacija vseh arhivskih posnetkov. S tem je postala zbirka še bolj pregledna, prepoznavna in lažje dostopna, kar omogoča kvalitetno promocijo in uporabo tako v znanstveno-raziskovalne namene, kot za fotografsko obogatitev različnih knjižnih izdaj. Nagličeva fotografska dediščina bo svojo dokumentarno sporočilnostjo zagotovo dragocena za raziskovanje tudi v bodoče. V osebno zadovoljstvo pa si štejem, da se je v času nastanka tega zbornika, kot tudi že dveh predhodnih razstav in izdaj katalogov, vzpostavilo zgledno sodelovanje s kulturnim društvom Jože Gostič iz Konca, ki svojim dolgoletnim delovanjem krasi in bogati ta prostor pod Homškim hribom. Prav zapisi iz tega zbornika dokazujejo, da so bile vasi Šmarca, Nožice, Homec in Preselje zgodovinsko tesno povezane in zakaj ne bi bilo tako tudi v bodoče. Ob nadaljevanju kulturnega programa pa vam želim lep preostanek večera. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naj povemo še, da nas Matjaž redno oskrbuje s starimi zanimivimi fotografijami in jih deli tudi preko družbenih omrežij in smo za ta bogat in neprecenljiv vir podatkov res izredno hvaležni. Pa prisluhnimo Marjetki in Rozaliji, ki nam boste zaigrali ljudsko Kje so tiste stezice.
so v knjigi predstavljeni domačini, ki so prav tako sooblikovali družbene razmere. Svoj prostor so v knjigi našli tiskar in založnik Anton Slatnar, operni pevec in tenorist svetovnega slovesa Jože Gostič ter njegov brat, ljubiteljski dramski igralec in režiser Ciril Gostič, pasarski mojster Alojz Pirnat, misionar Joško Kramar, alpinist in gorski reševalec Miha Habjan Mihol, mislec, pesnik in pisatelj ter ljubitelj zgodovine Marjan Slevec, etnolog in raziskovalec dr. Tone Cevc, vrhunski inženir in izumitelj dr. France Rode, ključna osebnost slovenske osamosvojitve France Tomšič, alpinist in gorski reševalec Metod Humar ter inovator, modelar in kipar Miha Kač. Prepustimo se zvokom citer in flavte v Avsenikovi pesmi Spomin.
sta predstavljeni tudi gostilna Repanšek ter gostilna in pizzerija Jaka. Svoje mesto pa so dobila tudi društva in organizacije na našem področju ter glasbene zasedbe. V zborniku najdemo tudi opise in fotografije znamenj, kapelic in spominskih obeležij, plečnikovo vido na Homcu, krasi pa ga tudi izbor starih razglednic in podobic. Naj posebej poudarimo, da je knjiga zaživela s fotografijami. Za vrhunske fotografije je zaslužen Toni Iglič, ki nam bo predstavil svoje delo in izzive, s katerimi se je srečeval. Smo najemniki najlepše parcele modrega planeta. Vem, vsak tako reče za svoj domači kraj, a ko drugi radi malo pretiravajo, jaz lepo vem resnico. Če je tako, sem si rekel, naj se to v zborniku začuti tudi v fotografski podobi krajev izpod homškega hriba. Fotografska tehnika izredno napreduje. Hitro sem ugotovil, da večina starejših posnetkov, razen tistih z dokumentarno vrednostjo, da je neuporabnih. Tako so skoraj vsi pokrajinski, panoramski posnetki narejeni v zadnjih nekaj letih. V njih sem skušal ujeti raznolikost letnih časov, svetlobo, ki se poraja in sence, ki ji sledijo. Izvrstna mlada fotografinja Anja Kosmač me je, za kar sem ji izredno hvaležen, popeljala v svet, ki si ga lastijo ptice. Fotografiranje z dronom me je kar za nekaj časa popolnoma prevzelo. Zahteva pa veliko potrpljenja, predvidevanja in spremljanja vremenskih napovedi, a je trud bogato poplačan. Največja motivacija za resen pristop in dobre posnetke so bili izredno kvalitetni prispevki, ki so začeli prihajati v uredništvo, zahtevali pa so tudi slikovno dopolnitev. Tako sta se obe šmarska in homška cerkev za kratek čas spremenili v fotografski studio. Kvalitetno smo se lotili preslikav dokumentov v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, Kapucinskem samostanu v Škofji Loki, Mengeški cerkvi, Kačevem ateljeju in še marsikje. Velikokrat mi je ob tem pomagala cela družina, pa seveda Borut, Matjaž in drugi. Ob tem moram omeniti, da so se tudi zelo priprta vrata ob omembi profesorja Janeza Marolta na široko odprla. Drugo merilo pa je bil Peter Naglič. Če je mojster znal izdelati neverjetne fotografske zapise pred 100 leti, potem mu družbo v knjigi ne morejo delati zgolj povprečni posnetki 21. stoletja. Pri oblikovanju zbornika mi je bilo vodilo, da dobra vsebina ob smiselno izbranem slikovnem gradivu ne potrebuje veliko dodatnega okrasja in barv. Naj bralca prevzame platno, ne okvir. So pa v knjigi tudi prispevki, ki dopuščajo nekaj igljivosti tudi pri postavitvi. Ob oblikovnih dilemah sem za pomoč najprej zaprosil dve zelo kritični ženski duši iz domačega Brloga. Včasih pa je bilo dobrodošlo tudi sinovo pragmatično razmišljanje. Zelo so bili koristni Borutovi predlogi in njegov izostren občutek za smiselno razporejanje fotografij. Vse računalniško delo pa je skrbno nadzorovala hišna muca Šiba. Omeniti moram še odlično sodelovanje z obema lektorjema, Ivanko Učakar in Martinom Vrtačnikom, ki sta opravila izredno delo. Če ju ob prebiranju zbornika ne boste opazili, to pomeni le, da sta bila zares temeljita. Garaško delo v ozadju. Vesel sem, da je delo zelo lepo sprejeto. Najlepša potrditev tega pa, ko se starši, ki že imajo knjigo, vrnejo željo po dodatnih izvodih za svoje otroke, sorodnike, za kulturno doto kraja, odkoder izhajajo. Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem donatorjem, obrtnikom, podjetjem in posameznikom, ki ste pomagali pri izidu knjige. Res lepa hvala in postavim še en aplavz.
prireditve pa ne bi bilo brez avtorjev vseh prispevkov. Hvala vsem, ki ste zbirali in pisali besedila, raziskovali, fotografirali. Hvala, ker ste se velikodušno odrekli honorarju. Vaše delo smo na kratko že predstavili, če pa bi kdo rad še kaj dodal oziroma me dopolnil, pa lahko zdaj pride pred mikrofon in še kaj pove. Okay. Morda ima kdo od obiskovalcev kakšno vprašanje za naše pisatelje, urednike, fotografe? Se bomo potem še ob kakšno besedo vprašanje izrekli ob druženju. Pomembno je, da znamo ceniti preteklost in delo naših prednikov, da znamo ceniti pot mnogih posameznikov, ki so nam s svojim delom pustili neizmeren pečat. Nenazadnje so nam tudi navadni, preprosti ljudje pokazali rešitve, do katerih bi se sami morda težko dokopali. Zbornikom želimo spodbuditi nove generacije, da se bodo zavedale pomembnosti naše bogate kulturne dediščine in bodo nadaljevale naše delo. Vabim vas, da si vsi tisti, ki monografije še nimate, to obsežno delo ogledate pri izhodu, seveda pa lahko ga tudi kupite. Prišli smo do konca nocojšnje prireditve in se zahvaljujem vam za vsem za obisk in vas vabim, da se še malo podruzimo spredaj ob kozarčku vina. Za zaključek vabim vsa 3 Juvanova dekleta, da nam zaigrajo Slakovo v dolini Tihi. Najlepša hvala in lep večer.
Dobro.